Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal V naravo in gremo spet na Kovce. Najprej gremo pa še do Mikrozelena Šibenik. Ohoj! Neko ima tlele lepo. Tole so bile mikrorastlince Mikrozelena Šibenik. Zdaj pa pičim v Kranj do Lenja, pomrnem še enkrat v Lesce na verigo, pa upam, da se z Alešem dobim v Tržiču in pičimo na Kovce. Dobar dan, kje imate šefa? Nimate? Ja, v Lenju sem malo hitreje opravil, ker sem predvideval, ker je Uroš na terenu, tako da gremo naprej. V verigi so mi zrihtali verige. Eno sem namreč že 14 dni nazaj odtrgal in sem jo zrihtali. Zdaj pa pičim na Matizovec. Tam je tudi Aleš, ki je eno rundo hrane gor nesel, predvsem mislim, da klobase pa pečenice da nesel. Mene čaka pa nekaj kruha, pa še nekaj drugih malenkosti. Tako da iz Matizovca, se pravi približno urca pa pol vzpona, je treba stvari gor nesti. Evo, zdaj me pa Aleš kliče. No, Aleš pravi, da je prsopihal do Koče, da je imel spredi en integriran nahrbtnik, zadnji pa še ne 25-30 kg robe in da se je fino ogrel, da pot niti ni toliko ledena, kakor je bila še začetek tedna, tako da to je super. Zdaj pa jaz tudi za njem gor pičim, izhodišče Matizovec, kot sem rekel, in gremo gor. Pa pejmo proti Kovcam. Aleš ga je malo višji pustil. To je pa najbolj, ker sem se tlele pri žagi spomnil, da sem kruh v avto pozabil. Me glih mink avta, ko sem šel Alešuga, se pravi džipa, sem se srečal z eno gospo in sva malo poklepetala in mi je čisto šlo z glave. Zdaj sem se pa spomnil, sem pa ključe v mojem avtu pozabil od Koče. Tako da še dobro, da je Aleš gor, mi bo za tale vikend posodil svoje ključe. Ne vem, koliko se vidi, ali ne, ampak kar dobro delam. Malo pod planino, pa ko bi odrezal, da sem bilo vse leden, tako da res je zelo priporočljiva. Jaz jih imam v ruzaku, za dol grede jih bom obul. Tlele pa že, kaj se ne, 15 cm snega, gor pa še sigurno nekaj več. Prav vesel sem, da sem že na planini. Še dobrih 5 minut. Najlepša stvar bo seveda nahrbtnik dol dati. Druga najlepša stvar je pa ta, da je tlele ne 35 cm snega. Pa da smo nad meglo, pa pod oblaki. Gremo Aleša pozdraviti. Dobar dan. Malo lažje zadihati. Nič, gremo Aleša poiskati, kje je. Ja, kje pa druge, ne? Pri temole korenjaku sem ga našel. Je pa zimska pravljica. Teli so očiščeni, da ne boste mislili, da je delo oskrbnika enostavno. Na strehi sem, pa čistim tele električne panele. Ampak je pa res, da nisem čist na vrh strehe, da sem na ta spodnji strehi. Da če padem, je samo 3 metre dol. Razgled je pa takle, ne. Aleš me počasi zapušča, ima še poln dela danes. Ma ja, delam, kol nas manjka. Moramo še agregat uštimati, da dosti elektrike, če slučajno dosti sončka. Ampak se bo sonček, ne?
Bo nekaj. Bo sonček. Jale, tole sem malo spucal, malo še bom. Se pravi, nov agregat gor prije, ba je ga s traktorjem se ga pripelje. Ja, tak je plan, bomo videli, no, če Ja. bo uspel. Po mojem, da bo. Ja. Bo. Bomo zrihtali, da bomo. Bomo zrihtali. To, pa pečenice gor prinesel, pa klobase. Sam zdaj že ena manjka. No, evo, pa je dobra. Ful je dobro. Odlično. Nič se v Se nedeljo, vidimo. če ne previdva, ne? Ja, mogoče že prej. No, super. Pa sonček zrihtaj, no. Ej, Je zmenjeno. prav. Ej, srečno dol. Ajde. Čau. Kva se megla vleče. Danes bi se malo sonček pokazal, malo pa meglo. Zdajle mi je pa dron že dvakrat kar dol padel. Ga tale megla, pa sneg ga toliko zmedeta pri pristajanju, da sploh ne ve, kva dela. In glede na to, koliko ima senzorjev pa vsega, je dvojka v megli se boljš obnesel. Aleš je že zakuril eno peč, ta glavno bom pa jaz zdajle, oziroma že kuram. Zdajle bi bilo res vrhunsko, če se bi tale megla malo spustila, pa da bi sonček malo naredil svoje z elektriko. Tole sem pa zasilal, malo skidal, če se bodo jutri kaj odjenjali, pa če se v kakšen hotel zunaj sesti. Prav tako lepo se razsvetli, me ven privab, naslednjo sekundo že vse temno. Peč sicer še ni topla, ampak pa še ob njej sedeti. Tole pa še malca, preden se lotim kuhanja. Pa lahko mogoče še povem, kaj bomo imeli ta vikend na meniju. Jota bo, ričet, zele, potem božganci, klobase, pa pečenice, pa seveda štruklji. To, da bom imel ali pa da bi imel elektriko danes, sem že obupal, ampak se pa trudim, da bom imel vsaj toplo. Kva pa to? Mogoče pa vseeno bo nekaj od elektrike. Ampak zdajle je sonce tudi že toliko proti zahodu, da vprašanje, koliko še daje. Ko pa sonček posije, pa prav toplo rata. Prav čutiš tisto toplino. Samo še zmeraj je malo za meglicami. Tule dol je pa hud pogled, Ja nič, dosti heca. Gremo v čebulo, korenje, kolerabo, krompir, fižol in ješprenj. Glej, kaj bomo delali. Lahko bi rekel, da gre iz lepega na lepše.
Je hudo, evo. Agregat je prišel. To gre pa povsod. Tole je pa Andrej, naš rešitelj. Pa vidite, da vam tudi že luči, a ne. Hvala ti, da si pripeljal. Pa je spodljubila dol. A si mi vidi, koliko sem vesel zdaj? Res, sej mi ne bilo problema, ampak prav čist drugo je res, ko imaš elektriko. Zdajle, tlele, ko bom stvari rezal, pa s tistimi lučkami nekaj na pol vidiš, nič ne vidiš. Res je, res druga zgodba je. Tole še posnamem, pa gremo pa not. Z ene 2 urama zamude gremo v akcijo. Sem imel toliko dela s tem sončnim zahodom pa z agregatom, da je mogel nekaj počakati, a ne. Je še prej treba namočiti, ampak je treba še prej malo sprati. Deset kil krompirja moram nalupati. Počasi se bližamo 10 kilam. Zaričet sem zrezal, še za joto. Grem pa še prej agregat ugasniti. Tudi fižol je namočen. Na par sporočil sem odgovoril, po vprašanj na Facebooku in ostalih socialnih omrežjih. Zjutraj prihajajo Martina, oba njena otroka in Ema, tako da dobivam pomoč, pa upam, da tudi kar kaj gostov. Pa jutri bomo imeli okoli 20 ljudi bo prespalo, tako da bo kar pester dan. Zdaj pa lahko noč, se vidimo jutri. Dobro jutro in dobrodošli v 5. vikendu naše epizode na Kovcah. Na Kovcah. Fižol pa ješprenj sta namočena. Najprej pa seveda zakurimo, pa čaj damo kuhati. Vse 3 peči so zakurjene. Zunaj pa zaenkrat ni najlepše. Čaj se kuha. Takle mer je pa zunaj. Malo sem še agregat priklopil, da vidimo, bo tale megla vztrajala. Glih nekje na 1500 metrih ne bi bila megla, no, in mi smo glih tle. Tako da mobilno. Zdaj sem ga priklopil, pa ga bom šel čez kakšne 2 urce izklopiti, če bo sonček. Pozabil sem skoraj na mojo jutrajno limonado. Moram tele tudi malo bolj dotrajane limone pomucati. Na zdravje. Pa še tole. Kakšen čaj imate najrajši? Planinski, šipek, zeliščni, sadni. Jaz ponovadi naredim mešanico med sadnim, hibiskusom pa planinskim. Se mi zdi tako v redu. Zdajle, ko mešam, vidim, da sem malo velike kose krompirja rezal. Kolerave, upam. To je zaričet. Upam, da so malo razkuhali, to pa razpadali. Tole bo jota.
da se ješprenj kuha, pa fižol. Ema, Martina, Maša in Matej so pa na poti. Zdaj pa ura že 15 do 10, pa pričakujem počasi ekipo, da pride. Aha, tamle nekdo prihaja, sam po mojem, da ni noben od naših. 5 minut potem, ko sem rekel, da prihajajo. Lej. Živijo. Ja, ne. Zdaj smo pa vsi, Ema pa Maša sta v akciji, tamle pa še Mateja najdemo. Matej ima pa tudi pečnice, ričet, jota, zele, čaj seveda, tole so pa klobase. Danes pa zgleda na sončka. Zdaj ura okoli enih. Obrnila zato, da ne predolgo tle čakali. Se prav, Je pa krasen. Jamari oziroma ekipca iz Škofje Loke in okolice prišla pogledat, zdaj so bili gor na križu, pravi tudi gor, da ni snega. Ne snega, sneg je, snega je še malo več, a ne? Približno 30 cm snega je. Ja, tako nekako, evo. Tako da boste vedeli za en teden nazaj, ko ste gledali video, kakšno je bil vreme. Ema si je privoščila zasluženo kosilo. Kva imaš? Jota, ful dobro jota. Pa žganci. Mislim, da A so žganci v redu? da moraš priti probat pa videti, kva se ti to dobro naučila. Danes sem eno drugo moko sem imel prejšnji teden, pa je bilo treba malo prilagajanja, ampak mislim, da je kar rad. To so dobro. Hvala. Pečenice nisem danes nisem pokazal, ne? Zdaj je kar pohvalje. Tole imamo pa ričet na kovcah. Ko se postreže stranke in grejo leti domov, je treba pa začeti pospravljati, pomivati. Potem bo treba pa tudi pohladiti joto, ričet in stvari, ki so nam ostale. Hlajenje. Zdaj pa končno Martina prišla do telepka brez rokavnika. Ja. Če se kdo sprašuje ali pa se je spraševal, ja, Martina je tudi tako uporabna. Enko se gremo. Ja, danes se počasi bliža koncu, ne? Stali so že špricnili en nadstropje višji, jaz pa tudi dalje bom sledil. Nič. Se vidimo zjutraj. Dobro jutro. Nedelja je. Gremo za kurt. Sem pa zdaj pogledal, kako je z baterijami in smo čisto na minimumu, tako da moram takoj do agregata. Je pa prav hladno. Tale peč je pa zlata vredna. Tiste koče, ki nimajo teh kmečkih peči, prav škoda, no. Se mi zdi, da je pa to prav srce cele bajte. Medtem je zagorel, tudi tale že počasi gori. Medtem pa tudi že ostali članiki, ki počasi kapljajo. Prva runda zajtrkov je narejena, ta druga, ki se je pa 6 punc, pa itek, da še spijo. Malo pa malo boljš kot včeraj, no. Kar se megle tiče, je vsaj malo razgleda. Se sliši pa zvonove iz Voma. Po prvem rukarju imamo pa zaslužen zajtrk. Čakajte, da v drugo stran obrnem. Pišu kaj.
Danes bo izgledalo lepo. Mislim, saj veliko lepše bo kot včeraj. Danes bo treba narediti še ene žgance, za vsak slučaj. Ostalo pa mislim, da kar imamo. Mogoče še tale pražne zele, pa itak kakšne pečenice so še skuhala, pa klobasa. Ostalo pa kar imamo. Imamo, čakaj, da sem že pozabila, samo to moram pa si zapisati. Mi že to večer ostalo? Ja. Ali pustim, da zavre? Prvi štrukli danes grejo ven. Začela se je akcija. Martina pravi, da je še boljš kot doma. Zdaj smo imeli kar akcijo, imamo malo pavsice, pa upamo, da še en tak na hiter ukran. Ja, še imamo Zelo še ene nekaj. 2-3 urce imamo še 2 urci. Dve Ne, urci. urca pa pol, pa pol še kapacitet, da to pospravljam. sprejmemo, pa gremo Tako da počasi pridite. Dober tek. Od vsega mi pa zele pa žganci najbolj posinajo tale štedilnik. Zdaj pa kaj bi stikal ugasnil, nobenega več. Nekaj drv za naslednji vikend je pripravljenih. To je to, da se posušijo, ne pa da bo v petek lepo zagorela. Ker nimamo dosti dela s pospravljanjem, si pa še sam takole del naredim. Vržem neki v bio odpadke, pa tole rata. Sem betlo zatnikom. Opremljeni smo. Po 4 letih imam spet DRS-ci. Zdaj pa še kakšno urco pa pol do avta. Gremo po pravi poti. Evo nas, zdaj smo pa že v Ljubljani. Eni drugič dol. Ja, jaz nisem imel dost, pa sem šel še enkrat do Koče, tako da nismo zaključka pri avtu naredili. Ključe od avta sem gor pozabil, ne. Po pa, kaj češ. Še dobro, da si hiter. Ja. Da se to ne V bo bistvu je bilo tako, da v bistvu sem jih zanalaž gor pozabil, to, da sem šel gor, Ja. da sem se, Kaj spremalo delo tam. Še malo rekreacija, ne? da sem se malo vzdihal. Ja, drugače pa super vikend je bil. Ja. Ful smo se imeli dobro, ne? Ja, Ful, tako dobra ekipa. ja. Pa tudi gostje ste bili dobri. Tudi. Ja. Smo dobro povedali. Ja. Pa dobro smo imeli za jest. Ja, dobrega kuharja. Ja. Pa vse je bilo super, ne. Pa tale Hero je bil ful dober. Nas je zabavil. Dej, povejte malo, kako vam je bilo. Vama, kako je bilo? Ful dober, Ja? še kdaj. Super, evo, z veseljem. Take imamo najraž. Ja. Martina, tebi. Ja, top izkušnja. Ja, za prvič super, ne? Ja. Pa dolgo te zdaj ni bilo zraven, ne? Ja, to je pa tudi res. Dobro smo se na Viševniku srečali. Ja. Tako. In nič kva. Ima. Ja, meni je bilo ful dobro, sem rekla. Tako se mi zdi, da vedno, ko pridem gor, je fajn vzdušje, lepa ekipca, pa nekaj je, kljub temu, da je veliko dela, še vedno je tak, ne vem, prijetno. Prijetno je gor, no. Mogoče kakšen sončen vzhod pa zahod bi še rabil. Ja, pa se bi ga zamudil. Ja, Ampak ne, Še več vzdušje folka. vse snežno, zimsko, lepo je. ja, odlično. Nič kaj, se vidimo naslednji teden, ne? Na Kovcah. Yes. Ja. Pridite. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživite, pa koga objemite. Ajde, čau. Čau. Čau.